Dober dan. Pozdravljeni in dobrodošli na novinarski konferenci predsednice vlade ob prvi obletnici vlade Alenke Bratušek. Prosim, gospa predsednica, kratek uvod in potem tudi s pomočjo video prezentacije in potem pa odgovore na vaše vprašanja. Najlepša hvala in seveda lep pozdrav tudi v mojem imenu. Glede na to, da je eno leto od takrat, ko sem prevzela vlado, se seveda moram obrniti eno leto nazaj in povedati, da sem vodenje vlade prevzela v zelo težkih časih in tudi težki, pravzaprav katastrofalni makroekonomski situaciji. BDP je bil globoko pod nič, se pravi, beležili smo velik upadec gospodarske aktivnosti, 4,5%, obresti za zadolževanje države so bile nekaj pod 7%, kar je absolutno posledica nezaupanja finančnih trgov v našo državo in tudi zasebna potrošnja je bila kar nekaj pod nič oziroma pod tem, kar bi si želeli in je jasna slika, da je to posledica nezaupanja ljudi. Vsakodnevno so oziroma ste me novinarji spraševali, kdaj bomo bankrotirali, kdaj bomo kot Ciper, kdaj bomo zaprosili za pomoč, kdaj v našo državo pride trojka. Tega vprašanja danes ni več na mizi. Nihče več nas ne primerja z Grčijo, Ciprom, nihče več me ne sprašuje, kdaj bo v našo državo prišla trojka in ali smo sposobni svoje probleme rešiti sami, ker smo dokazali, da smo. Zato bi seveda ob prvem letu vlade rada spomnila, kaj smo storili in pa tudi to, kaj nas v nadaljevanju še čaka. Prva stvar, ki jo želim omeniti, je, da smo povrnili ugled Slovenije v mednarodnem okolju, kar se absolutno kaže tudi na finančnih trgih in na grafu lahko vidite gibanje za 10-letne obveznice, zadolževanje naše države, kjer je danes obrestna mera nekaj pod 4%, ko smo začeli, je bila blizu 5,5%, za zeleno črto je označena meja, takrat, ko smo prevzeli vlado. Ne smete pa pozabiti, da se je praktično takoj zatem par dni zgodila ciprska kriza, ki je bila glavni razlog, da so obresti takrat poskočile nad 6,5%. Z rdečo črto pa imate označeno stanje obresti za obdobje ali pa na dan, ko je bivši predsednik vlade začel govoriti o tem, da se naša država ne bo rešila sama, da bomo morali zaprositi za pomoč in da nas čaka scenarij Grčije. In jaz se strinjam, če predsednik vlade v lastni državi ne verjame v njeno suverenost in v to, da ve, kaj je treba narediti, da bomo svoje probleme rešili sami, popolnoma logično, da nam tudi finančni trgi niso zaupali. Ampak kot rečeno, danes z ukrepi, ki smo jih izpeljali, smo uspeli zagotoviti obrestno mero, ki je nižja od 4%. To je po nekaj letih. Takoj smo morali popraviti popolnoma nerealen proračun za leto 2013, kjer je na prihodkovni strani manjkalo približno 500 milijonov evrov prihodkov in nekaj 100 milijonov evrov odhodkov. In seveda smo ga popravili. Pripravili smo ukrepe tako na prihodkovni strani, kot tudi na odhodkovni strani. In ukrepe, ki smo jih sprejemali, so bili usmerjeni v tisti del našega gospodarstva, ki je tudi v tem trenutku še vedno gonilna sila našega gospodarstva, in to so izvozniki. Dvig DDV-ja, ki, moram povedati, sem ga zagovarjala že takrat, ko sem sedela še v Državnem zboru kot opozicijska poslanka, na izvoznike, in to smo vse skozi poudarjali, ni imel vpliva. Zato smo se tudi odločili za ta ukrep na prihodkovni strani. In
zdaj si lahko pogledate graf, kjer kaže gibanje izvoza blaga in storitev, to je do konca letošnjega leta, podatek za januar je še bistveno bolj optimističen, mislim, da je točna številka 9,4 ali 9,5, za februar pa podatka še nimamo. Ampak to kaže, da so ukrepi, ki smo jih izvajali, bili pravi in niso negativno vplivali na to, kar je mogoče kdo takrat opozarjal. Lotili smo se boja proti sivi ekonomiji in to ne samo na papirju, ampak tudi z zelo konkretnimi akcijami. In tudi tukaj so učinki vidni v proračunu in to že lanskega leta. Pospešili smo črpanje evropskih sredstev in črpanje evropskih sredstev je bilo v letu 2013 največje doslej. Prvič smo se približali milijardi evrov, največji porast ali pa skok je zabeležen pri črpanju sredstev kohezijskega sklada in seveda je ta višja poraba, večja aktivnost, poleg ostalega vplivala na rast bruto investicij, ki poganjajo tudi gospodarsko rast. In ko sem prevzela vodenje vlade po prvem kvartalu lanskega leta, je bil padec teh investicij več kot 20%. Mislim, da je -22 prava številka. Konec leta 2013 smo na rasti in to 20%. Jaz mislim, da je razlika več kot očitna. In še enkrat, tudi z javnim denarjem, tudi z črpanjem evropskih sredstev smo rast investicij in s tem tudi gospodarsko aktivnost postavili v pravo smer. Petič, nehali smo z brezglavim varčevanjem, ampak smo se začeli o varčevanju pogovarjati in dogovarjati z deležniki, ki jih zadeva. Sindikati javnega sektorja smo dosegli dogovor o znižanju plač, ki je konkretno za približno 20 milijonov evrov znižal maso plač v javnem sektorju. In jaz verjamem, da je marsikater javni uslužbenec lahko kritičen ali pa celo užaljen, ko sliši, da nekateri pravijo, da na tem področju ni bilo narejenega nič. Bilo je narejeno konkretno in bilo je narejeno veliko. Nas je pa absolutno solidarnost med ljudmi vodila, ko smo se pogovarjali o ukrepih na odhodkovni strani. In jaz sem prepričana, da z višanjem zasebne potrošnje, ki prav tako vpliva na gospodarsko rast, ljudje kažejo, da se zaupanje vrača. Tudi to lahko vidite na grafu, ki je zdaj pred vami. In še ena stvar se iz teh številk kaže, kako napačna je bila politika v letu 2012, ko je zasebno potrošnjo, bom rekla, bistveno poslabšala in seveda s tem tudi makroekonomsko situacijo v državi. In šesta, čeprav jaz mislim najpomembnejša točka v tem trenutku, to je, stabilizirali smo naš bančni sistem. Jaz mislim, da je to največje in najtežje delo, ki je bilo v prejšnjem letu opravljeno, je pa to vsekakor predpogoj, da se danes sploh lahko pogovarjamo o prestrukturiranju gospodarstva in gospodarski rasti. In številke vsekakor potrjujejo moje besede. Zdaj imate na grafu rast oziroma za pretekla obdobja padec, za zadnji kvartal pa rast gospodarske aktivnosti. Jaz mislim, da številke govorijo same zase in kažejo, da ukrepi, ki smo jih sprejemali in izvajali, vse skupaj postavljajo absolutno v pravo smer. Bančni sistem smo sanirali po poti, ki je bila začrtana, preden smo prevzeli vodenje vlade. Časa za iskanje alternativ ni bilo. Pred vrati, kot sem že prej povedala, je bila trojka in nekateri bi jo z veseljem povabili, da ureja stvari namesto njih v naši državi.
Zavedam se, da je v to sanacijo bilo vloženega veliko denarja, veliko davkoplačevalskega denarja, ampak brez tega preprosto ni šlo. Če ne bi sanirali bančnega sistema, bi bilo naše gospodarstvo še v bistveno večjih težavah, potem pa bi se res pogovarjali, oziroma ne samo pogovarjali, ampak stopili na pot kakšne druge evropske države, Cipra. In vse to, kar sem zdaj povedala in še več, kar so povedali tudi ministri v preteklih tednih, nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo danes. Ukrepi, ki smo jih naredili, so Slovenijo postavili nazaj na pravo pot in kot ste kakšno leto nazaj radi rekli novinarji, je Slovenija mogoče res izgledala kot letalo, ki z ogromno hitrostjo leti proti tlom, da se raztrešči. Ampak jaz verjamem, da zdaj vsi skupaj lahko ugotovimo, da smo uspeli tik pred tlemi letalo stabilizirati in ga obrniti nazaj v pravo smer. Vsekakor pa so še potrebni pospeški za hitrejši polet v pravo in boljšo prihodnost. Skratka, ta naša vlada se je toliko ukvarjala z reševanjem neposredne preteklosti in krizne sedanjosti, da nam je, po pravici povedano, zmanjkalo časa in moči za jasen pogled naprej, za vizijo, za strategijo, za upanje. In to nas čaka sedaj, ko so razmere stabilizirane in stvari obrnjene v pravo smer. Čaka nas prestrukturiranje slovenskega gospodarstva, še enkrat, zato smo sanirali banke in bančni sistem, da denar pride iz bank do gospodarstva. Pomembno pa je, da banke kreditirajo, posojajo denar zdravemu delu gospodarstva. Ne smemo ponavljati napak iz preteklosti in kreditirati gospodarstva, ki je že prezadolženo. In zato delamo zdaj z velikimi koraki, čeprav mogoče v tem trenutku ni videti tako, ampak tudi na tem področju bodo rezultati kmalu vidni. Veliko se ukvarjamo z prestrukturiranjem gospodarstva. Izpeljava prvega paketa privatizacije teče po načrtu, kot smo si ga zadali. Želim pa povedati, da takoj po sprejemu zakona o Slovenskem državnem holdingu, to je predvidoma še na tej seji, mislim, da naslednji teden, bomo začeli z usklajevanjem strategije upravljanja vsega ostalega premoženja, ki bo državi ostalo. Strategija je v osnutku pripravljena, tako da takoj po sprejemu zakona začnemo s tem usklajevanjem. Želim pa tukaj še enkrat jasno povedati, da sama nikakor nisem naklonjena brezglavemu in poceni razprodajanju in tega se bom držala tudi pri pripravi strategije. Nadaljevali bomo s konsolidacijo javnih financ, kot smo si začrtali v proračunih za leto 2014 in 2015. Veliko dela nas čaka na področju zdravstva, kjer moram jasno povedati, da v zadnjih letih, tudi v zadnjem letu, na tem področju ni bilo narejeno dovolj. Se je pa nova ministrica z vso resnostjo in veliko vnemo lotila reševanja problemov, bom rekla, na primer na področju družinske medicine, zelo aktivno, pa lahko rečem, da je to v tem trenutku kar velik, če ne celo najbolj pereč problem, primarni nivo, so takoj začeli iskati rešitve in mislim, da je stvar že zelo blizu dogovora, kako te stvari tudi urediti. In tako bomo na tem področju postopali tudi naprej, to je z aktivnim reševanjem problemov. Boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu, nadaljevali bomo s tem in to z enakim tempom, kot smo se ga lotevali do sedaj. Zato, da bodo organi pregona lahko delali še bolje, smo jim v letošnjem letu, nekaj tednov nazaj, zagotovili dodatna sredstva, to je za policijo, tožilstvo in KPK, približno 5 milijonov evrov. Bom rekla, kar se danes ponuja kot alternativa, je svojo priložnost imelo in jo zapravilo. Prav je, da imajo politični akterji priložnost popraviti svoje napake, a tega ne morejo, če ponujajo spet iste domnevne rešitve.
prva Janševa vlada in prejšnja Janševa vlada se je poslovila s porazno bilanco, ki jo pravzaprav še vedno popravljamo. A avtoritete svoje vlade ne nameravam graditi na kritikah alternative, imamo vzvode oblasti, ki jih bomo uporabili v dobro Slovenije. Zato se zavedam, da ne sme biti ne izgovorov in ne napak. In zavedam se te odgovornosti in prepričana sem, da Slovenija lahko z našo vlado že v letošnjem letu, da si Slovenija z našo vlado že v letošnjem letu lahko obeta gospodarsko rast, nova delovna mesta, predvsem pa pravično in solidarno Slovenijo. In moje besede potrjujejo dejanja, rezultati in tudi številke. Se pa zavedam, da nas in me ogromno dela še vedno čaka. Hvala. Hvala lepa. Gotovo imate vprašanja? Tadeja Vrtovec, STA. Povedali ste, s kakšnimi projekti boste torej nadaljevali, vendar, če se lahko prosim konkretni. Kakšne konkretne cilje ste si zadali za prihodnje leto dni? Torej, kaj želite, da je konkretno čez leto dni izpolnjeno? Eden je pred vami, to je pozitivna gospodarska rast. Drugo so nova delovna mesta. Naš cilj je bil in je zapisan tudi v dogovoru o sodelovanju. Seveda to ne pomeni v enem letu, to je 60.000 delovnih mest, to ne pomeni v enem letu. In tukaj bi posebej želela opozoriti, da z prestrukturiranjem gospodarstva se bodo tudi nova delovna mesta začela vračati. Ne gre pa od danes do jutri. In zato vedno poudarim, da kljub temu, da so stvari obrnjene v pravo smer, da številke potrjujejo to, kar govorimo, vem, da ljudje tega v tem trenutku še ne čutijo, ampak za novimi delovnimi mesti bo prišlo tudi to. Absolutno si želim, da bi se obrestna mera za naše zadolževanje še dodatno znižala. Ostali, bom rekla, merljivi cilji od proračunskega primanjkljaja in dalje so pa razvidni iz dokumentov. Tanja Gobec in potem Katarina Matejčič. Gospa predsednica, v bistvu ste ravno to, o čemer ste govorili, ljudje še tega ne čutijo. Zadnji ste rekli v parlamentu, bodo kmalu. Jaz sem prepričana, da bi vsak z ceste, če bi imel to možnost, vas vprašal, ste lahko bolj konkretni, kdaj se bodo te številke, ki se obračajo v pravo smer, kdaj bodo to državljani občutili. In zanima me, ali boste spreminjali volilno zakonodajo. Nisem zasledila, da ste jo omenili. Glejte, tudi iz podatkov o zasebni potrošnji se kaže, da se zaupanje med ljudi vrača. Vem, da bi si želeli hitrejših sprememb, je pa treba povedati, da stvari tudi ali pa predvsem pri prestrukturiranju gospodarstva, pri reševanju podjetij, kjer je v igri veliko deležnikov, ponavadi je v enem primeru udeleženih veliko bank, več lastnikov, da je zato potrebno nekaj časa. In s tem, z vsem tem bodo prihajala tudi nova delovna mesta. Jaz sem prepričana že v letošnjem letu. Volilno zakonodajo pa, kot veste, bom rekla, ne more spremeniti samo koalicija. Pri predsedniku države smo že nekaj časa nazaj imeli pogovore na to temo. Jaz vam lahko povem za Pozitivno Slovenijo, da absolutno podpiramo ukinitev okrajev, uvedbo preferenčnega glasu, o dvigu praga za vstop v državni zbor se pa znotraj naše stranke še pogovarjamo, ampak jaz mislim, da smo temu več ali manj naklonjeni. Ampak kot rečeno, zato je potrebna dvotretjinska večina in jaz upam, da tisti, ki so pri predsedniku na prvem sestanku rekli, da resno mislijo s tem, da s tem resno mislijo in bomo to lahko še pred prvimi naslednjimi državnozborskimi volitvami to tudi izpeljali. Katarina Matejčič, POP TV, smo dve vprašanji. Vse lepo in prav, lepi grafi, ampak ravno včeraj Ministrstvo za finance objavilo, da se bomo ponovno zadolžili že konec tega meseca. Enkrat smo že lani decembra tudi, takrat je bilo že rečeno, da je to buffer, pa samo še dodatno, pa v resnici ne rabimo.
vse nam raste, vse je super, ampak mi se ponovno zadolžujemo. Zakaj? Glejte, če se želimo pogovarjati o zadolževanju, je treba dati na mizo zelo konkretne številke. In jaz sem že večkrat povedala, da tisti, ki govorijo, da je zadolževanje v Sloveniji lahko čez noč konec, zavajajo. To je prva stvar. Dokler bomo imeli v Sloveniji proračunski primanjkljaj, se bomo zadolževali. In dokler ne bomo ustvarjali presežkov, se bomo zadolževali tudi zato, da dolgove odplačamo. In v letošnjem letu odpade en velik del odplačil glavnic. Zato je potrebno zadolževanje. In mislim, da je bilo jasno povedano takrat, ko smo se v letošnjem letu zadolžili, da to ni zadnje zadolževanje letošnjega leta. Pomembno je, da trend ustavimo, pomembno je, da se neto zadolževanje ne povečuje preveč, dejstvo pa je, da se tega čez noč ne da ustaviti. Tisti, ki pravijo, da bodo čez noč ustavili zadolževanje kot alternativo temu, kar delamo mi, si lahko vam pa tudi jaz, s številkami pokažem, kaj to pomeni. Milijardo 200 oziroma milijardo samo za proračun in 5 milijard za odplačilo glavnic. Se pravi, lahko proračuna praktično ni. Tako da, ko govorimo o številkah, je treba biti zelo konkreten, je treba imeti številke pred sabo in je ljudem treba jasno povedati. In če se prav spomnim, je, bom rekla, tudi ob nastopu prejšnje vlade premier govoril, da bo tega konec. Na koncu mandata je bil njegov največji uspeh, da se je zadolžil še vedno po najvišji obrestni meri kadarkoli v naši državi. Tako da delamo v tem, da bo trend tega ustavljen, obrestne mere smo uspeli znižati, bi pa zavajala ljudi, če bi rekla, da bo zadolževanja čez noč konec. Ga ne more biti. Še drugo vprašanje? Lani so bile napovedi bistveno bolj črnoglede, kot so zdaj. Recimo zadnja Umarjeva napoved se je nenadoma spremenila iz minus 0,8 v plus 0,5. In me zanima, ali so torej tudi te napovedi, zaradi katerih ste pa lažje izpeljali nekatere reforme, krive, zato smo se lani morda predrago zadolžili in hkrati očitno zelo drago sanirali bančni sistem, ker smo ga sanirali na podlagi nekih ocen, ki se zdaj izkazuje, da so bile prečrnoglede, torej smo za to plačali preveč. Glejte, Umar ni edina institucija, ki dela te makroekonomske napovedi. Jaz sem prepričana, da finančni trgi se ne opirajo na napovedi Umarja, ampak na kakšne druge, pravzaprav te velike hiše delajo za vsako državo celo svoje napovedi. Lahko pa povem, in mogoče se bo kdo izmed vas tudi spomnim, da sem jaz že v lanskem letu tudi ob takratnih napovedih povedala, da sem prepričana, da bo gospodarska rast v letošnjem letu pozitivna, ker z vsem tem, kar smo naredili, preprosto ni moglo biti drugače. Zdaj, špekulacije, kaj bi bilo drugače, če bi takrat napoved bila drugačna, mislim, da niso potrebne, ker nič ne pomagajo, seveda pa pozitivna gospodarska rast olajša delo, konec koncev tudi nekaj več prihodkov iz tega naslova se obeta v državnem proračunu. Gašper Lubej. Dober dan. Zanima me glede boja proti korupciji, ki je rdeča nit vašega mandata. Zakaj se še vedno niste opredelili do primera Zanoškar? Izvršni odbor, ki ga vodite, kolikor vem, še ni sprejel odločitve ali mora oditi. In drugo vprašanje, glede primera Virant. Zakaj je treba čakati na kakšno mnenje KPK-ja, če pa je primer relativno jasen, saj glede na to, kar je Dnevnik pisal. Se pravi, ta korespondenca, ki jo gospod Virant ne zanika. Hvala. Bom začela s tem zadnjim, da sama osebno, pa nikakor samo v primeru Virant, ne pristajam na to, da se bo ljudi obtoževalo na podlagi časopisnih člankov. Slovenija je pravna država, ve se, kakšne so naloge določenih institucij in to naj opravijo. Sem pa že včeraj povedala, da sem prepričana, da gospod Virant ve, kaj mu je narediti, vkolikor bo protikorupcijska komisija svoje mnenje oziroma odločitev spremenila. Kar se tiče pa prvega vprašanja, vam pa lahko povem, da v Pozitivni Sloveniji pripravljamo za naše člane seveda oziroma za nas same
etični kodeks, kjer bomo določene stvari opredelili in potem bo to moralo veljati za vse, ne samo za gospoda Zanoškarja. In jaz mislim, da bo to relativno hitro. Še kakšno vprašanje? Suzana? Jaz imam eno vprašanje glede nepremičninskega davka. Vem, da boste o tem razpravljali na seji vlade, morda lahko že namignete, kakšne so te spremembe in pa vemo, da bo tudi zaradi sprememb nepremičninskega davka manj denarja v proračunu, s čim boste to nadomestili, morda s kakšnimi novimi davki? Ja, hvala za vprašanje, da bom tudi to stvar lahko pojasnila. Danes bomo na vladi sprejeli spremembe zakona o davku na nepremičnine, kjer bomo uvedli dve spremembi, to je podaljšan rok za popravo podatkov do 30.4. in sprememba stopenj povezanih z rezidenčnostjo objektov. Z 0,5 bomo poenotili za stanovanjske objekte to na 0,15. Dovolite mi pa tukaj, da še vseeno, ker se v zadnjih dneh veliko govori o davku na nepremičnine, da povem nekaj podatkov, ki so se v zadnjih tednih na geodetski upravi spreminjali. Približno, govorim pa tudi o približnih številkah, 1,2 milijona je bilo poslanih informativnih izračunov in 58.000 ljudi je želelo podatke popraviti. To je 4,8%. 4,8%. Zato, ker v medijih se lahko velikokrat sliši, kot da je vse in samo narobe. 100 milijonov podatkov je v tej evidenci GURS-a, popravljali so 471.000 podatkov. To je 0,48%. 0,5% podatkov smo popravljali. Ampak ne glede na to, absolutno je podatke treba urediti, zato rok podaljšujemo. Geodetska uprava ima jutri skupaj z Ministrstvom za finance in DURS-om tiskovno konferenco, kjer bo natančno določene stvari obrazložilo, ampak jaz mislim pa, da je vsem prav, da danes tukaj povem nekaj. Ko se na GURS-u podatki popravijo, lahko ljudje takoj naslednji dan te popravke vidijo v informacijskem sistemu ali pa pri bom rekla, mi smo jih poimenovali informatorjih, ki so jim na voljo na vseh upravnih enotah. Se pa ne vidi takoj sprememba pri informativnem izračunu. Vsakih 14 dni geodetska uprava zavrti te spremembe in vsakih 14 dni bodo pa ljudje lahko tudi na upravnih enotah in na GURS-u preverjali, kaj spremembe pomenijo za informativni izračun. Točne datume, kdaj se bo to dogajalo, vam bodo povedali na GURS-u večkrat, do konca mislim, da ene 5-krat. Bi pa želela povedati še nekaj, da sem si v soboto vzela čas, šla brez napovedi na eno geodetsko upravo, včeraj na drugo. In lahko vam povem, da na teh dveh, kjer sem bila jaz, bom rekla, nezadovoljstva ljudi takšnega, v katerem vsakodnevno lahko vidim po televiziji, ni tako veliko, razumejo, da je stvari treba popraviti. Srečala sem in tudi na cesti me ljudje opozarjajo, da je veliko takšnih, ki bodo plačevali manj, kot so plačevali danes. V soboto sem na geodetski upravi srečala gospoda in gospo, ki sta do sedaj plačevala 1200 evrov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Po novem, ko bomo spremenili rezidenčnost, boste plačevala približno 400 evrov. Ampak seveda, takšni podatki, bom rekla, v javnost ne pridejo samo tisti bolj negativni. Kar se pa tiče izpada prihodkov, osnovna ocena po informativnem izračunu je bila celo višja, kot smo mi prvotno predvidevali, to je 407 milijonov. Naša zadnja ocena je bila tam, mislim, da okrog 380 milijonov evrov, tako da med 20 in 30 milijoni ne bi bilo izpada zaradi te ocene rezidenčnosti, ampak kot smo že povedali, to absolutno lahko in bomo uredili znotraj proračuna. Vera Ladžič in potem Boris Černi.
Karadžić, POP TV. Gospa predsednica, jaz bi vas še nekaj vprašala, če lahko pokomentirate, pravite med prioritetami tudi zdravstvo v naslednjem obdobju. V medijih pa smo že lahko zasledili nekakšno novo prakso nove zdravstvene ministrice. Mislim, če se ne motim, njen mož je dal najcenejšo ponudbo za novomeško urgenco. Če lahko pokomentirate ta primer, ste se kaj z njo že pogovorili? Glejte, mislim, da je ministrica zaprosila tudi protikorupcijsko komisijo za mnenje in oceno. Jasno je, da ona novih pogodb z člani svoje družine, in to seveda velja za vse, ne samo za njo, ne sme sklepati. Konkretnega primera ne poznam, zato ga tudi težko komentiram. Boris Černi. Boris Černi, Bloomberg. Gospa premijerka, zanima me, ali je že znano, koliko naj bi Slovenija se zadolžila zdaj potem roadshow, če bo seveda ugodne tržne razmere, in zakaj se bo porabil denar. Verjetno jaz domnevam, da gre za predfinanciranje oziroma za odplačilo dolga v prihodnjih letih. Glejte, veste, da nikoli ne želimo in tudi ne smemo zaradi razmer na trgu špekulirati, po koliko denarja gremo, se pa ne zadolžujemo, vsakeč, ko gremo po zadolžitev, ni točno določeno zakaj. Slovenija se zadolžuje za financiranje proračuna, za odplačilo dolgov in skladno z zakonom o javnih financah tudi za predfinanciranje. Še kakšno vprašanje? Tadeja Vrtovec, STA, potem bomo počasi končali, seja vlade je čez 1 uro. Gospa predsednica, več ali manj ste se pohvalili za ta mandat. Pa je vendar kakšna stvar, ki ste jo po vaših ocenah naredili narobe, kaj štejete kot največji spodrsljaj, največjo napako? Nekateri koalicijski partnerji so že omenili, da je to nepremičninski davek. Gledajte, če bi me dobro poslušala, bi slišala, da vsaj za področje zdravstva sem bila kar kritična. Tudi za zadnje leto. Absolutno ni bilo narejenega dovolj. Druga stvar, čakam podatke o številu zaposlenih v celotni javni upravi. Zdaj, prvi podatki kažejo, da v državni upravi smo celo presegli cilj, ki smo si ga zadali. Bomo videli, kaj je bilo narejenega v ostalih segmentih javnega sektorja. Nimam končnih podatkov, ampak nek občutek imam, da v vsaj 2 sektorjih, to sta šolstvo in zdravstvo, ni bilo narejenega toliko, kot je bilo dogovorjenega. Za nepremičninski davek sem pa že velikokrat povedala, da če smo želeli poiskati pravično rešitev, druge praktično ni bilo. Vse ostale bi bile manj pravične in bi ljudi bolele manj. Če bi vlado prevzeli nekoliko prej, bi imeli tudi nekoliko več časa za stvari, ki jih pač moramo zdaj delati zelo na hitro. Ampak roko na srce, ljudje smo imeli praktično od leta 2010 čas, da te podatke uredimo. Zavedam pa se, da dokler s temi podatki niso povezana finančna sredstva, verjetno ljudje niso čutili, da je te podatke potrebno urediti. Davek na nepremičnine se uvaja od leta 2006. Ko je bil sprejet zakon o množičnem vrednotenju, 1. člen tega zakona določa, da ga sprejemamo oziroma so ga sprejemali zaradi uvedbe davka na nepremičnine. 20 milijonov evrov je bilo do danes porabljeno za ta davek. In če ne z namenom uvedbe, naj mi tisti, ki so takrat začeli s tem, povejo, zakaj smo teh 20 milijonov evrov dali. Jaz se zavedam, da je to nepriljubljena poteza, kljub temu, da se zavedam tega, smo to naredili, ker smo to morali narediti. Druge rešitve, bolj pravične rešitve za ljudi v tem trenutku preprosto ni bilo. Prav, hvala lepa. Res zadnje vprašanje. Kar se tiče ustavnosti glavnega dela zakona pod streho. Glejte, ustavni sodniki bodo pač povedali svoje mnenje. Glede na to, da na nek način tako obliko davka smo v Sloveniji že imeli, reklo se mu je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in da so tudi
te odloki, ki so sicer občinski, bili deležni kar nekaj ugotovitev proti ustavnosti. Če bo ustavno sodišče ugotovilo, da je zakon v kateremkoli delu protiustaven, je seveda naša dolžnost, da ga popravimo in potem iščemo rešitve za naprej. Ampak še enkrat, jaz sem prepričana, da je za rešitev javnofinančne situacije, v kateri Slovenija je, to edina primerna, glede na to, da se zavedam, da ljudje to čutijo, bom pa rekla, najmanj slaba rešitev. Hvala. Hvala lepa. Svidenje.